Hvala za besedo. Zdaj, preden sprejmemo fiskalno pravilo, je dobro vedeti par stvari o njem. In sicer, če mi dovolite, bi samo par pomislekov predstavil generalno glede makroekonomskih, socialnih, razvojnih in političnih vidikov tega pravila. Zdaj, če začnem pri makroekonomskih. Prva ugotovitev, ki nam po mojem mora dati misliti, je, da zadnjih 70 let nobena država v Evropi ni sledila načela srednjeročne izravnanih proračunov. Recimo Nemčija, ki jo pogosto vzimamo za zgled, ni nikoli v zadnjih 70 letih imela izravnanega proračuna z izjemo lani. Vedno so imeli proračunske primanjkljaje pa so blažili z kombinacijo rasti in zmerne inflacije. Ker če imaš rast in zmerno inflacijo, potem se ti dolg v absolutnih številkah relativizira in ti relativno ne narašča, se pravi, se lahko ohranja na neki stalni ravni. Tak primer je tudi Slovenija, ki jo bom omenjal kasneje od leta recimo 2000 do 2004, ko je imela konstantno primanjkljaje nekje od 500 do 600 milijonov evrov, hkrati je pa imela rast okrog 3,5 do 4% in zmerno inflacijo. In kljub temu, da je imela vse 4 leta primanjkljaje od 500 do 600 milijonov evrov, se je njen dolg relativno zmanjšal pod 30% v letu 2004. To pomeni, da ni uravnoteženje javnih financ tisto, ki lahko uravnava dolg, ampak se je dolg zgodovinsko v državah razvitega kapitalizma vedno uravnaval s kombinacijo rasti in zmerne inflacije. Druga ugotovitev glede makroekonomskih dejavnikov je, da ne poznam nobene države brez lastne valute, ki bi tako pravilo uporabljala pred krizo. Mi smo zdaj država brez lastne valute, se pravi brez možnosti, da recimo asimetrične šoke znotraj Evropske unije, kakršen nas je zadev v letih pred krizo, blažimo z monetarnimi sredstvi, s fiskalnim pravilom si bomo še fiskalno zvezali roke še bolj, kot jih imamo zdaj. Se pravi, država bo v tem pogledu popolnoma nezmožna se braniti pred asimetričnimi šoki, ki so pertinentni v Evropski uniji, ker Evropska unija kljub temu, da že vrabci na strehi čivkajo, da se mora reformirati, potrebnih reform, da bi take scenarije preprečevala, še ni sprejela in ne nazadnje tudi minister Mramor zadnjič svaril, da ni nujno, da nismo na pragu tretje recesije, ker kvantitativno sproščanje, ki ima sicer zaenkrat pozitivne učinke, je predvsem napihnilo finančne balone in lahko je samo vprašanje časa, kdaj se bo spet nekje pojavila finančna kriza, katere žrtev bomo tudi mi. Ne po svoji krivdi, ampak bomo žrtev tudi tega, da nimamo ne monetarnih in zdaj ne bomo imeli niti več fiskalnih vzvodov, s katerimi bi se pred takimi scenariji branili. Naslednji mit, ki ga je treba razjasniti, je ta, da smo postavljeni nekako pred dilemo, ali bomo sprejeli fiskalno pravilo ali pa se bo država vrtoglavo zadolževala. Zdaj, to sem že prej povedal, da to ne drži, ker država ima lahko konstantne proračunske primanjkljaje, če ima hkrati gospodarsko rast. Ob tem je pa treba povedati, da fiskalno pravilo ni na noben način varovalka pred naraščanjem dolga države, ker je fiskalno pravilo velika ovira za gospodarsko rast in razvoj. Zdaj, če spet se vrnem v Slovenijo med letoma 2000 in 2004, to obdobje namenoma vzemam, ker je bil takrat Dušan Mramor, zdajšnji finančni minister, tudi takrat finančni minister, in če pogledamo simulacije, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance, bomo videli dve zadevi. Videli bomo, kakšne učinke bo imelo fiskalno pravilo na socialno politiko in kakšne učinke bo imelo na razvojno politiko. Zdaj, v recimo letu 2002 je imela Slovenija 600 milijonov proračunskega primanjkljaja. Ampak je imela pač gospodarsko rast 3,8% in pač zmerno inflacijo in se zaradi tega dolg ni relativno povečal. Če bi takrat veljalo fiskalno pravilo, bi namesto 600 milijonov proračunskega primanjkljaja morala imeti 150 milijonov proračunskega presežka. Se pravi, proračun bi bilo v letu 2002 treba vklestiti za 750 milijonov evrov in to pri BDP-ju 23 milijard, ki je bil takrat.
Zdaj, kaj bi to pomenilo za socialno državo? V istem letu so izdatki za vse denarno-socialne prejemke znašali 346 milijonov evrov. To pomeni, da če bi vsem vzeli denarno-socialna nadomestila, bi bili šele na pol poti do potrebnega fiskalnega napora, da bi pač uresničili teh 150 oziroma 750 milijonov razlike med primanjkljajem tisto leto in potrebnim presežkom, ki ga zahteva fiskalno pravilo, kakršnega danes sprejemamo. Ali se bomo po sprejemu takega pravila še zmožni pogovarjati sploh o socialni državi, ali nam bo enostavno pač fiskalno pravilo onemogočilo financiranje kakršnihkoli izdatkov, da zagotavljamo neko socialno blaginjo tukajšnjemu prebivalstvu. Ob tem seveda to ni samo socialna dilema, ampak je tudi razvojna dilema. Zdaj med krizo se je pokazalo, da je vsak evro, ki so ga države vzele iz javne porabe, imel multiplikator približno 1,7. Se pravi, za vsak evro, ki ga je država prihranila, je na drugi strani izgubila 1,7 evra gospodarske rasti oziroma BDP-ja. Če bi v letu 2002, ko smo imeli 23 milijard evrov BDP-ja, vzeli 750 milijard evrov iz proračuna in to pomnožimo krat 1,7 in prevedemo v odstotke BDP-ja, to pomeni minus 5,6 odstotka BDP-ja. Se pravi, če je bila, to govorim zdaj zelo plastično, gospodarska rast v tem letu 3,8 odstotka, se mi pojavlja resno vprašanje, kolikšna bi bila gospodarska rast, če bi mogla država privarčevati teh 750 milijonov evrov, ki jih fiskalno pravilo zahteva. Ali bi po tem scenariju bila gospodarska rast za 5,6 odstotkov nižja, se pravi, bi namesto 3,8 odstotne rasti v tistem letu imeli 1,8 odstotni upad. Vem, da govorim zelo grobo in plastično, ampak skušam pokazati, kakšne učinke bo imelo fiskalno pravilo ne samo v slabih časih, ampak predvsem v dobrih časih, ko bo potrebno prinašati presežke v proračun. In tukaj se resno bojim, da bomo z fiskalnim pravilom morali radikalno uklestiti socialno državo in da se bo država praktično nezmožna soočati z makroekonomskimi šoki, ker bo imela zvezane roke in se mi pojavlja veliko vprašanje, kakšne so sploh možnosti za razvoj in gospodarsko rast v prihodnjih letih in desetletjih. Zdaj, tretji politični razlog, ki sem ga prej že malo ilustriral, je pa ta. Slovenija je izgubila oziroma predala svojo monetarno politiko, ki se zdaj pač izvaja v Evropski centralni banki. Z sprejemom fiskalnega pravila bo tudi velik del fiskalnih pristojnosti oziroma postavljanje fiskalnega okvira predala na fiskalni svet, se pravi na nek tehnokratski organ, ki ga bo sicer imenovala vlada, ampak vlada vanj ne bo smela posegati, tako kot zdaj ne sme posegati recimo v Slovenski državni holding. Se pravi, znašli se bomo v stanju, ko bo demokratična država nezmožna odločati ne v svoji denarni politiki, ne v vodenju svoje proračunske politike, ker ji bodo vse to pač postavljali neki tehnokratski organi. Kaj bo potem, mislim, sploh še funkcija neke demokratične oblasti v Sloveniji, če bo v bistvu zamejena v popolnoma vseh smislih in nezmožna voditi kakršnokoli avtonomno ekonomsko ali pa razvojno politiko. To so vse dileme, ki se odpirajo s fiskalnim pravilom. Te dileme smo pred časom v prvem krogu, ki ga je prej premier Cerar omenjal, že razjasnili tudi finančnemu ministru in premierju Cerarju in nismo dobili zadovoljivih odgovorov, zato smo nasprotovali. Danes vse to povemo še enkrat javno in pač želim, da se o teh dilemah pogovorimo, ker mislim, to, kar danes sprejemamo, ni neko nedolžno uravnoteževanje javnih financ, ampak gre za pravilo, ki bo imelo radikalne posledice na razvoj Slovenije v prihodnjih letih in desetletjih in ki ga bo zelo težko razveljavljati, ker bo zanj potrebna dvotretjinska večina. Tukaj pa, če preidem na gospoda Cerarja, ki je prej, pa tudi gospoda Mramorja, ki sta govorila, da je Slovenija edina država članica v Evropski uniji, ki še ni uredila fiskalnega pravila. Tukaj moram imeti vsaj dve pripombe. Zdaj, prva je, da k mednarodnemu sporazumu, s katerim smo sprejeli fiskalno pravilo,
ni bilo potrebno pristopiti. Pristop je bil prostovoljen in Češka in Velika Britanija recimo nista pristopili. Tudi Sloveniji ne bilo treba, ampak seveda smo bili zopet bolj papeški od papeža in smo pristopili prvi. Druga zadeva, ta mednarodna pogodba ne zahteva, da bi se fiskalno pravilo upisovalo na ustavno raven. Pač zahteva enostavno tudi potem, ko jo podpišeš, da izvedemo nek zakon o fiskalnem pravilu, ni pa to potrebno, da je ustavni zakon. Se pravi, lahko bi bil čisto običajen zakon in ne bi nihče v Evropi imel s tem težav. Se pravi, te zaveze nismo dali in zopet smo bolj papeški od papeža. Zato je povsem nepotrebno, da pravilo, ki ima lahko pač tako negativne učinke, kot sem jih prej opisal, upisujemo oziroma poveličujemo na ustavno raven, če bi lahko pač oziroma pač ustavno določbo, ki je zdaj sprejeta, zbrisali in enostavno pač sprejeli navaden zakon z navadno večino v parlamentu, ki bi ga naslednja vlada ali pa še ta ista vlada, če bo ugotovila, da so posledice prehude, enostavno pač lahko razveljavila. Ampak to možnost zdaj v bistvu sama sebi oduzema oziroma oduzema vladam, ki bodo prišle za njo. Zato, če kaj, je ta zakon neodgovoren tako do prihodnih vlad kot do prihodnih generacij. Pa se bom na tej točki ustavil, imam pa seveda še veliko pripomb na posamezne člene. Hvala.